Živijo, jaz sem Peter. Jaz sem Bodare. In to je kanal V naravo. Danes sva pa pri Mangartskem viaduktu in greva proti Mangartu. Da pa nova šla od Mangartskega viadukta peš, sva si pa tole umislila. Bo še zabavno. Oba sva si pa sposodila tele rakete, ti od Robija, jaz pa od Boruta, brat od Boštjana, ki ga poznate že, tisti, ki redno spremljate kanal, ima pa MB inštalacije, me sedi. Je rekel, da mu moramo malo reklame narediti. Pa greva. Prav hitro se ne pelem. Skiro je sicer hud, ampak ima že malo slabšo baterijo, pa neki noče iti prav hitro. Tole je pa plazišče mogočnega plazu, ki je prdrvel pod Mangartem 30 let nazaj. Vam pa to zato kažem, ker se moram spočiti, ker moram tole mašino v klanc porivati. Dol upam, da bo šlo lažje. Niso prav daleč prišla. Tele najne ideje so vedno boljše in boljše, ne? Ful sva prostirala, pa še Dare biznis naredil. Pa bo malo bo še probala tole nes, pa da vidi, če pride še kaj do asfalta. Če ne, pa sva res ful prostirala. Najne vožnje je konc. Sva pa na Mangartski planini. Jaz sem se ful dobro grel. Še malo počepal sem delal, ker sem se mogel porivati. Tega že dolgo nisem delal, tako da sem malo natreniral tudi gluteuse. Tukajle, tale Mangartska planina je pa od imena sem pozabil. Brat pa sestra sta prišla nas pozdraviti na Kofce, enkrat eno nedeljo, ko smo že končvali, sta priletela, sta rekla, da sta z Bovca prišla na Kofce, samo zaradi nas, da pozdravita. Drugače imajo pa tukaj polet, mislim, da 500 ovc. In če se tle mimo kaj pojali, se ustavite, imajo tudi sir pa prazne te stvari, da jaz tudi polet se zihar še ostavim tlele. Tole pa najin cilj. Hotel sem prvo še reči, da sva se na poti sem pogovarjala, kje se sneg začne, kje je snežna meja. In jaz sem rekel, da tam v Karavankah je nad 1500, tam okoli Kofc. Pa tudi, ko sem šel na stol pred kratkim, je bilo, rečemo, tam nekje, se reka tle, ajde, ulici imajo malo nižji, ampak smo na primorski strani, tako da rečejo, da bo prišla, rečemo, blizu 1500. Ne. Pa tlele mislim, da je, koliko so tlele, ne, 1300, vprašanje, če sva. Glavnem, malo prehitro se sestavlja. Pa ful dobro, ko je bil ponoč, ni bilo minusa in je vse mehko, pa se predera. Tako da ima res žur. Kmalu bo spet na cesti. Prečkova cesto, takole gor.
Bi bilo pa boljš, da bi sanke sabo vzela, ka pa skiro. Kar fino so pihava. Zagonetka, ki sem jo rešval že prejšnjič, ki sem šel tlele gor. Prejšla pot v levo od naju, zdaj pa nam bi z leve prišla, z desne prišla. Kako je to mogoče? Lahko bi nadaljevala po markirani poti, ampak sem se odločila, gre kar tlele. Pred odprtem ceste mora pa tlele kar fino pomest. Prav neverjetno, koliko je skal in kamnov. Tole pa se je odgovor na tisto uganko, kako je cesta z nasprotne strani prišla kap mogla. Markirana pot je šla seveda prek tunela. Že bliz 60-70 centinov snega. Zdaj pa že nekaj časa užival v tem razgledu. Sva pa tudi ugotovila, da tale najin sprehod po cesti tudi ni bil najboljša ideja. Upam, da je to za danes slabimi idejami. Darja ima tudi take lepe fotke dela. Sploh, kadar mene fotka. Kako je pa to? Malo bo čisto jasno ne bo. Tam naprej po zadnjem tunelu vidva, da je še zmeraj čisto zalit, tako da bo šla tukaj nad tunelom pa po travnikih prečila. So pa gor nad nama tudi 3 turni smučarji. Se po mojem tudi danes znajo prav hudo nasmučali. Kar fino se bo zdihala. Kaj je noro, Tole pa montaž. Za njim je pa veliki kanin. Tole tukaj spodaj je pa Log pod Mangartom, pa dolina Loška Koritnica, pa mogočna Loška stena, najvišji vrh je pa Bricelk. Tukaj pod nama je pa izhod iz zadnjega tunela, pa zalita cesta. Tale mulater je bila pa zgleda še pred drugo vojno, pred prvo vojno delana. Na tele snežišču so imeli pa še Bojan Križaj, Mateja Svet pa te, Mateja Svet ne vem če, ampak Križaj pa je tle še polet treniral. Kako zanimiva skala. Dobrodošli na Mangartskem sedlu. Tole pa pogled na Belopeški jezeri. Sem se pa odločil, da danes nam krplu. Bom tlele kar odložil, pa za nazaj pobral. Je kar lažji ruzak brez krpel. So pa vremenari, so pa vreme spet v piko zadela. Brez vetrje, brez oblačka. Vidite, da imamo tako, So pa tukaj zdaj nekje na 2100 metrih. Mangart je 2600, mislim da 78. Tako da ima še dobrih 500 višincev do vrha. Zdaj pa upava, da se bo čim manj predirala. Kar grdo se predira. Tako da, če bo takole naprej,
Vprašanje, če bo šlo do vrha. Tukaj lepo eno tako zavetrje, pa malo vse zravna in jaz si bom kar malo pavze vzel, moram prav malo pojesti. Pa tudi malo spiti, pa da vidiva, kako so z Daretom, da se preštejeva. Sicer zaenkrat še ne prebila, ampak glede na to, da sva stala, sem se odločila, da bo kar dereze gor dala, pa ker itak bi bilo treba malo višji padati, pa se jih tlele nataknila. Zdaj bomo pa videli, zaenkrat se ne predera, pa upava, da tako ostane. Sva pa v jeklenicah, tukaj se bo tudi palce pospravile, no vsaj jaz jih bom. Je pa dobra novica, da se vse nekaj puca v zrače. Dare, Jo, lepo kapo imaš. ajde. Kako sva? Dobite jo na internet strani, v naravo. Ja. Ali pa... Ne vemo, je še v akciji. ja. Kako si drugače? Odlično, olimpijsko. Si? Ja, sam nič ne gre po planu. Ampak dobro je, da gre. Malo sem že zmatran, no. Ja. Tako je. Kilo je težek. Terja svoj davek. Kar lep pogled, a? Tako lepo še za gor. Za dol bo treba biti zelo previden tlele. Ena napaka, pa si dol pri Belopeških jezerih. A ga prepoznate? Kaj pa onga tam zadaj? Če ga ne, bomo znanje o vrhovih na vrhu obnovili. Drugače sem pa zdaj, za mano je ta dolina Belopeških jezer, ne vem, kako se imenuje. Tukaj sem pa zdaj na robu Loške Koritnice. Po grebenu gre pot dol v Loško Koritnico in to pot ureja PD Borovnica. Lansket smo začeli, oziroma predlanskem, oziroma lansket tlele gor, letos bomo pa nadaljevali. Bo treba pa zgledati, da res je dol let, ker smo prišli bolj na južne pobočje. Odpirajo se nova obzorja. Letna pot gre tlele malo nižji, pa pol tam gor in pa kar tle gor pičimo. Zdaj pa sem še malo po grebenu, pa sem Dare se odločil, da gre pa kar po markirani poti in malo nižji dol. Tale križ sva iskala, pa sva ga našla. Samo raztovorim se, pa gremo razgledati. Tlele nekje bo Dare gor prišel, drugače pa tole je Triglav, tamle je Škrlatica, pa tole je greben, pa prej sem greben Ponc. Tistle je Kanjavc, Lepo Špiče, seveda Jalovc,
Tole bo Bavški grintovec verjetno. Zadnje je Krn. Pa potem Loški greben, Bricelj tamle. Zadnje je Matajur. Tole je Rombon. Je Rebica. Tukaj dol je Predel. Potem je Kaninsko pogorje. Tole bo verjetno Kanin. Pa potem Montaž, pa Viš, pa te zadeve. Tukajle je Špica, Kraljevska Špica, ja, Kraljevska. Dobrač. Evo ga, tudi Darje je našel gor. Spodaj Belopeški jezeri. Pa potem imamo tamle kje pa, itek. Pa so pa že krog naredili. Prav. Gre kar takoj selfie z vrha. Ne grem se več. Čakaj, da še križ zadnji, ja, no. Pa daj kapo si malo porihti. Čak. Kaj, Kaj bo da po boš- stran, ali pa? Ja, si ko raper. Evo. To je to. Zdaj pa jest, Zmaga je spočit, naša. pa malo razgledal se naužiti.
trije smučarji Sevence so se nam pridružili. Mislim, smo se že za gor srečali. Zdaj gremo pa še skup dol, samo da bo šli oni malo hitreje verjetno. Pa sva šla. Je pa ne bo spet čist zaprašeno od avionov. Sneg je pa čist gnil, predera se ful. Tole smo pa lanskrat narisali, oziroma je Damjan narisal. Predera se pa kar dober. Dereze so super tudi za po travniku. In ko se bo treba tudi po kopnem iti. Zdaj, ko se pa Darete čaka, lahko pa povem, Mangart je drugače tretja najvišja gora v Sloveniji. Če ne štejemo malega Triglava, se pravi samostojna gora. Tako kot sem rekel, 2600, mislim da 78, 76, nekaj takega, no. Malo po 2700. In tlele z Jalovcem tvorita en tak mogočen dvojček, v Loški Koritanci, pa tukaj le telih jezerih, da polet je semle gor sedla sorazmerno lahek vzpon. Tehnično mislim, da je markiran kot delno zahteven. Po zim moram pa kar reči, da mi je bil kar tako neprijeten zaradi telih prepadov tlele dol. Ampak bova pa še malo več povedala. Tole celo prečenje je to, o čemer sem govoril. Imaš par metrov nižji je razgled. Tudi tale del je kar precej zopen, saj v teh razmerah, kaj sneg je čist smotan. In udera se ti, ampak pol kar zdrsne. In enkrat sem že za par metrov sem se zapeljal. Zdaj se bo pa lahko še malo bolj sprostila, ker sva izven tega najzahtevnejšega dela. Ali pa če rečem, najbolj izpostavljenega dela. Ker tehnično prav zahtevno ni nikjer, ampak je pa izpostavljeno. Tle pa zdaj pravi užitek. Čisto drugače, ker nimaš 500 metrov prepada pod sabo. Pa verjetno ga je še kakšnih 100 metrov več. Kakšen merej. Zdaj pa čas, da se dava spet v letne nastavitve. Skoraj sva že. Tole naprej, mora pa še krple pobrati. To je bila tudi še ena slaba odločitev danes, da so krple s sabo vzeli. Ali pa dobra, da so malo potrenirala težek nahrbtnik. Tale na sedlu pa prav besno piha. Spet se bo treba obleči, ja. O, krpli še čakajo. Upam, da se jih bo kaj videli, smučarje. Vseh 5 je. Tole je še koča na Mangartskem sedlu. Pa pogledajte v Loško Koritnico. Če slučajno še niste bili na Mangartskem sedlu, letos je najboljši čas, da greste. Je pa to cesto na sedlo so Italijani naredili v času Rapalske meje,
Kakor sem slišal oziroma prebral, so imeli celo neko noro idejo, da ne vem kva, neki vrtati tle skozi Mangart ali ne vem kva. V glavnem, cesta je vrhunska, res. Že sama vožnja gor po tej cesti je doživetje. Pa še, če greste tle na en sprehod, gor do Sedla, ker pride se, dokaj gor se pride, pol je pa rampa, oziroma tam je bil en podor na stran in ne gre več naprej z avtom. Tako da to, ja. Pa tudi tako, če še niste bili na Mangartu, pa ste gorniki, vam toplo priporočam. Če ste pa malo bolj divji, tako v malo boljši formi, pa iz Loške Koritnice. To je pa ena boljših tur sploh. Pa smo nazaj na cest. Pa so spet na cest, ampak samo za ene par metrov. Zdaj se pa že kar malo veselim vožnje s skirojem, ker dol pa mislim, da se ne bo treba porivati. Lega lepoca, ne mora pa skiroje najdeti. Koliko presenetljivo. Noben ju ni vzel. Dajmo, Dare, dajmo! Za po snegu pa ni tole, a? Za po snegu pa ni tole. Kaj je pol, Dare? Evo, zmatru se me. Ti tudi mene. Spet ena dolga. Pa oba, ti si mene, jaz sem tebe, pa sneg je oba. Ne, skiroji so naj ubili, ko so jih mogla nositi. Ja. Ampak mene res, veš, za gor me je... Težki so pizde. Sem se kar orenko grel, ker sem ga pahal. Ja. Drugač pa, kako ti je bila tura? Tura mi je bila dobra, samo razmere težke so bile. Ja. Težke so bile, Ful zmatra me je spomladanske. ful, sneg je bil tak, da nisi vedel, kaj pričakovati z vsakim korakom posebej, no. Pa vidi se, da, mislim, čim po noč ni minus, je kar grozno. Tako. Ja. In ni bilo pač ena taka res pomladanska tura v zimskih Razmere. v snegu. Ja. Ja. Tako.
Drugač pa vreme se nam je pokazal. Na Ja. začetku nam je bilo strah, pa se je pa odprl. Ja, sam tele oblaki so prav taki čudni. So. Res, koliko ta izpuh od avionov kondenzira. Neverjetno. Drugače pa, tako kot sem rekel že med turo, je precej neprijetno, ko veš, da je ne 5 metrov sam lufta dol, pa je pa ne vem, ene skoraj urja paca. Ne. Ja, In da, pa prečenje. ja, sploh po takem snegu, ne, ki je bil res gnil in pazljivo se moglo biti. Ja. Ne. Ja. Drsev je ful. Ne? Ja, še kaj za povedati. Inač, noge jutro nam čutil, ne bom šel v službo. Ne? Drugače pa super, ne, drugače pa ful lepa tura. Drugač pa bomba. Ne? Mangart je. Ja. A nisi rekel, te ne kličejo med snemanjem? V glavnem, to je to, ne. Zdajle še nekaj pojeva, pa pičev nazaj dam. Vi pa hvala, da ste ostali z nama do konca. Pa lepo se imejte, radi se imejte. Pa pejte v naravo. Ja, koga objemite, pa Pejte v naravo. to je to. Mi se pa kmalu vidimo. Srečno. Čau!